Tako, danes si bomo pogledali, kaj so to polinomi in kako z njimi računamo, pa kako določimo vrednost določenega polinoma, te tri stvari. Najprej, kaj to sploh polinom je? Polinom je enačba višjega reda. Vidimo, da imamo noter x na 3, x na 2 in tako naprej. Recimo, če bi imeli linearno funkcijo, ki je imela obliko recimo 4x plus 1, je to tudi polinom. In sicer je to polinom prve stopnje. Zakaj prve stopnje? Ker je x na 1. Recimo kvadratna funkcija, ne vem, 3 krat x minus 2 na kvadrat plus 4, to je v temenski obliki, ampak ker je tukaj x na kvadrat, bi bil to polinom druge stopnje. In tako naprej, ne? Se pravi, polinom so katerikoli zapisi v obliki p od x je nekaj krat x na nekaj plus nekaj krat x na nekaj drugega in tako naprej, ne? Zdaj pa, kaj je tukaj stopnja polinoma? Poglejmo si na primeru p od x. Stopnja smo že povedali, da je najvišja številka, ki je nad x-om, največji eksponent. Zdaj tukaj moramo paziti, če bi imeli recimo polinom p od x je minus 2x kvadrat plus 4x na 3 minus 4x, koliko je tukaj stopnja? Ta polinom ni urejen, to pomeni, da še ni zapisan v vrstnem redu. Po pravilu ga zapišemo tako, da je najprej najvišja stopnja, v tem primeru pa ni, ampak stopnja je vseeno tukaj 3. Tako. Ta polinom je tudi stopnje 3. Začetna vrednost. Začetna vrednost je tista vrednost polinoma, kjer polinom seka y-os. To pomeni, koliko je vrednost pri x je 0. Začetna vrednost bi bila torej vrednost pri x je 0. To pomeni, da v to enačbo povsod stavimo za x 0. 4 krat 0 na 3 plus 2 krat 0 na kvadrat minus 5. In hitro ugotovimo, da so vsi členi, kjer nastopa x, ki je enako 0, enaki 0 in je zato začetna vrednost potem ta prosti člen na koncu. To imenujemo tudi prosti člen. In začetna vrednost je enaka prostemu členu. Potem, kaj je to vodilni koeficient? Vodilni koeficient je tista številka, ki je pred najvišjo stopnjo. To je vodilni koeficient. Se pravi, v našem primeru je vodilni koeficient minus 4. Recimo tukajle. Tukaj je najvišja stopnja drugi člen in številka odspredaj je 4. To je vodilni koeficient. No, potem pa lahko gledamo še koeficiente na splošno. To so pa številke, ki so pred posameznimi x-i. Tukaj moramo paziti samo nekaj. Recimo tukaj x-i padajo, x na 3x kvadrat, vidimo, da ni x-a. To pomeni, da je v bistvu plus 0 krat x in ta koeficient 0 moramo upoštevati. Se pravi, tukaj bi bili koeficienti minus 4, 2, 0 in minus 5. Če ničko spustimo, niso pravi koeficienti. Tako, zdaj vemo, kaj je stopnja, začetna vredna, vodilni koeficient, koeficient. Lahko bi dodali še, kaj je to vodilni člen. Včasih imamo še to. No, vodilni člen je pa v našem primeru celoten člen, ki ima najvišjo stopnjo. Se pravi, minus 4x na 3. No, pa poglejmo še na temo polinomu. Zdaj, ta polinom vidimo, da ima najvišjo stopnjo 4, zato je stopnja 4. Začetna vrednost, kaj bi se zgodilo, če bi vstavila p od 0 torej? Kaj je tukaj prosti člen? Vidimo, da so vsi členi povezani z x-om. To pomeni, da je na koncu v bistvu plus 0. V tem primeru je prosti člen oziroma začetna vrednost 0. Vodilni koeficient
je ta številka zraven najvišje stopnje. Je 2. Koeficienti so koliko? Aha, tukaj nam manjka x kvadrat, se pravi plus nič krat x kvadrat, pa na koncu že vemo, da je nič. In bi bili koeficienti 2 krat x na 4, 3 krat x na 3, nič krat x kvadrat, minus 5 krat in nič. To bomo rabili kasneje pri Kornerjevem algoritmu. In kaj je vodilni člen? 2x na 4. S polinomi lahko tudi računamo. Najprej pogledamo, kako polinome seštejemo. V bistvu lahko iz tega, kar smo se učili, že pogruntamo, da bomo lahko skupaj seštevali samo tiste člene, ki so enake stopnje. Recimo, če moramo sešteti p od x in q od x v tem primeru, zdaj vidimo, da x na 3 je samo zgoraj, od spodaj ga ni, to pomeni, da ga bomo samo prepisali. Minus 4x na 3. Potem x kvadrat imamo zgoraj in spodaj. In koliko dobimo, če seštejemo plus 2x kvadrat pa minus 2x kvadrat? Vidimo, da je seštevek, da se ravno izničita, torej plus nič. Potem pogledamo x na 1. X na 1 je samo spodaj, zato ga zopet samo prepišemo. X na 1 ni treba pisati, lahko pustimo tudi 3x. In potem ostanejo še prosti členi, ki jih prav tako seštejemo. Se pravi, minus 5 minus 3 je minus 8. Tako smo sešteli polinoma. Lahko pa imamo tako zapisano, da iščemo polinom p od x plus 2 krat q od x. To pomeni, da bomo mogli zdaj najprej izračunati, koliko je 2 krat q od x. To je 2 krat minus 2x kvadrat je minus 4x kvadrat in 2 krat 3x je plus 6x in 2 krat minus 3 je minus 6. Potem pa normalno seštejemo zopet. X na 3 je samo ta. X kvadrat je zdaj plus 2x kvadrat minus 4x kvadrat je minus 2x kvadrat. Potem je plus 6x pa minus 5 minus 6 je minus 11. No, zelo podobno je pri odštevanju. Se pravi, 2 krat p od x, lahko bi to zapisali tako. 2 krat pa prvi polinom prepišemo. In minus drugega. Vsa pravila za računanje z izrazi tukaj uporabimo. Se pravi, najprej pomnožimo. In je to minus 8x na 3 plus 4x kvadrat minus 10. Ta minus pa pomeni, da vsem tukaj noter spremenimo predznake. In je to plus 2x kvadrat minus 3x in plus 3. Zdaj pa seštevamo podobno. Zdaj, minus 8x na 3 je edini, ga prepišemo. 4x kvadrat pa 2x kvadrat je skupaj plus 6x kvadrat. Potem je minus 3x in minus 10 plus 3 je minus 7. Eto, in je to rezultat v našem primeru. Polinome lahko tudi množimo. Zdaj, tukaj imamo nekaj več dela. Se pravi, prepišemo prvi polinom in drugega, vmes damo krat, in potem bomo množili vsakega za vsakim. Se pravi, tega s tem, tega s tem, tega s tem. In potem naprej drugega s prvim, drugega s drugim, drugega s tretjim. Ta stvar ni težka, se pa hitro zmotimo in zato moramo biti zelo natančni. Tako. In dobimo. Se pravi, minus 4x na 3 krat minus 2x kvadrat, najprej številke. Minus 4 krat minus 2 je plus 8, x na 3 krat x kvadrat pa je x na 5, seštejemo. Potem naprej. Minus krat plus 3 je minus, 4 krat 3 je 12, vedno najprej predznak številke in črke. X na 3 krat x je x na 4. Pa zopet minus krat minus je plus 12x na 3. In potem množimo z drugim. Zopet.
plus 2x pa minus 2x je minus 4x na 4, pa plus 2 krat plus 3 je plus 6x na 3, pa plus 2 krat x kvadrat minus 3 je minus 6x kvadrat. In potem še zadnja, minus 5 krat minus 2 je plus 10x kvadrat, minus 5 krat plus 3 je minus 15x in plus 15. Zdaj samo seštejemo. Recimo, na 5 je samo ta, ga prepišemo. X na 4 je ta, pa ta. Se pravi, imamo minus 12 pa minus 4 je minus 16x na 4, zdaj v bistvu seštevamo, ne? Potem x na 3 je ta, pa ta, in je to skupaj plus 18x na 3. Potem pogledamo še kvadrate, to je ta in ta, minus 6 plus 10 je plus 4x kvadrat, ostane še minus 15x plus 15. Zdaj, če bi določevali tukaj stopnjo, bi povedali, da je stopnja polinoma 5, vodilni člen je 8x na 5, vodilni koeficient je 8, vsi koeficienti so 8 minus 16 plus 18 plus 4 minus 15 plus 15 in plus 15 je prosti člen. Naslednja stvar, ki jo imamo pri polinomih, je pogledati, kdaj sta dva polinoma med sabo enaka. Zdaj, polinoma bosta enaka, če bosta enake stopnje in bosta imela vse enake koeficiente. Kako bi to pogledali? Zdaj, naša oba polinoma sta četrte stopnje. Se pravi, začne se pri x na 4. Lahko si kar izpišemo. Kateri koeficienti so pri x na 4? Pri prvem je a in pri drugem je minus 2 in a mora biti minus 2. Potem izpišemo x na 3. Kaj se dogaja pri x na 3? Tukaj je koeficient 5, pri drugem pa je koeficient 2c. Eto, 5 je 2c, iz tega bi lahko s pomočjo enačb delimo z 2, dobimo, da je c enako 5 polovic. Potem gremo naprej. X kvadrat. Kaj vidimo, da se zgodi pri x kvadratu? X kvadrat je pri prvem koeficient 2 minus d, pri drugem pa sploh ni x kvadrata. To pomeni, da je plus nič krat x kvadrat. In to pomeni, da mora biti 2 minus d enako nič. Zdaj, če d damo na drugo stran, takoj dobimo, da je 2 enako d oziroma d je enako 2. Potem pogledamo x na 1. Prvi ga nima, torej je nič krat x na 1, ali pa nič krat x, ne? Pri drugem je pa e plus 2. In zopet dvojko damo na drugo stran, minus 2 je enako e. Tako. In še prosti člen, to je x na nič. X na nič je 1. Pri vzgor imamo člene, ki niso povezani z x-om 4 plus g. Pardon, 4 plus g. Pri drugem je pa to 7. G pustim, 4 ko dam na drugo stran in dobim 7 minus 4 je 3. In imam naš rezultat. Se pravi, a mora biti minus 2, c mora biti 5 polovic, d mora biti 2, e mora biti minus 2 in g mora biti 3. In smo poskrbeli, da sta naša dva polinoma enaka. Se pravi, enake koeficienti in enake stopnje. Če neke stopnje ni, to pomeni, da je tam koeficient nič. Potem imamo vrsto nalog, ko moramo določiti, kakšna je vrednost polinoma. Recimo, koliko je. Potem imamo lahko naloge, ki zahtevajo od nas, da izračunamo vrednost polinoma pri določenem x. Recimo, da imamo p od 1. To pomeni, da za x povsod vstavimo 1. 2 krat 1 na kvadrat minus 5. To poračunamo, to je minus 4 plus 2 minus 5. Pozitivne skupaj, negativne skupaj, plus 2 minus 9 zmaga negativen, je minus 7. Pomembna vrednost tukaj je začetna vrednost. Začetna vrednost, zdaj začetek polinoma je tam, kjer je x nič.
To pomeni, da računamo p od nič. In je to minus 4 krat nič na 3 plus 2 krat nič kvadrat minus 5 in je to nič in to je nič in ostane minus 5. V bistvu je ta prosti člen vedno začetna vrednost polinoma. Se pravi, prosti člen je hkrati začetna vrednost polinoma.